Lepo pozdravljeni. V članku o spanju govorim o pomenu spanca, o pomenu kvalitetnega spanca, koliko potrebnega, se pravi nekje 7,5 do 9 ur kvalitetnega spanca. Govorim o tem, kako prehajamo skozi različne faze, kako spanje vpliva pozitivno na čiščenje določenih odpadnih snovi v naših možganih in kako s tem preprečimo nastanek določenih bolezni. Na tem posnetku bi pa še na kratko povedal določene trike, kar se tiče prehrane in aktivnosti, kaj narediti, da bomo še izboljšali naš spanec, predvsem kvaliteto našega spanca, saj ni dovolj, da je samo dovolj dolg, pač pa je pomembno tudi, če je dovolj kvaliteten. In danes lahko z vsemi različnimi aplikacijami, urami, telefoni spremljamo res kvaliteto našega spanca, kako se giba naš srčni utrip, kako so se spreminjale faze in tako dalje, tako da to ne bi smelo biti problem. In kar se tiče prehrane, je eno mojih glavnih priporočil, mogoče malo drugačno in nenavadno, kot smo ga navajeni, da oblikujemo našo prehrano iz vidika makrohranil tako, da vnos ogljikovih hidratov povečamo proti koncu dneva, zato ker ogljikovi hidrati vplivajo na raven serotonina, živčnega prenašalca, ki nas umirja, nam daje občutek zadovoljstva in posledično vpliva na boljši spanec, manjši občutek lakote, bolj smo umirjeni in to je tisto bistveno, zato da lahko boljše spimo. Seveda to ne pomeni, da se tik pred spanjem najemo z preveliko količino sladkarij, pač pa, kot sem rekel, da v drugi polovici dneva povečamo vnos ogljikovih hidratov ciljno s tem namenom. Kar se tiče aktivnosti, meni osebno bolj odgovarja, da so aktivnosti bolj v prvi polovici dneva, vsekakor ne tik pred spanjem, saj me to preveč razbudi. Vi pa najboljše sami veste zase, kako vam najbolje ustreza. Se pravi, enim mogoče bolj paše, da se utrudijo tik pred spanjem, enim je vseeno, enim pa bolj kot meni, recimo, da je aktivnost v prvi polovici dneva. Vsekakor pa aktivnost zelo pomembna, saj dodatno izčrpa in utrudi telo, nadihamo se svežega zraka, sploh če je zunaj, in nam pripomore spet k boljšemu in bolj kvalitetnemu spancu. In še tretja točka, kar se tiče prehranskih dopolnil, seveda je tukaj ogromen asortiment različnih izdelkov. Jaz bi tukaj mogoče povedal samo tisto osnovo, kar resnično priporočam, to zdaleč od tega, da bi to direktno vplivalo na spanje, pač pa zelo pozitivno vpliva na celotno telo. To je recimo moje priporočilo, ki ga vedno priporočam, je magnezij. Kvaliteten dodatek magnezija, se pravi najboljše je, da je vezan na določene aminokisline, zato da se boljše absorbira in doseže bistveno boljši efekt. In cink, to sta dva minerala, ki bistveno pripomoreta k kupu encimskih procesov v telesu, predvsem pa, kar je tukaj zelo pomembno, da sprostita živčni sistem, sprostita mišice in tako pomagata tudi dolgoročno k bistveno boljšemu in bolj kvalitetnemu spancu. Koliko? 10 mg elementarne oblike magnezija na kilogram telesne teže je neko splošno izhodišče. Tako da nekaj od tega lahko sigurno uporabite. Vprašanja so dobrodošla.